Evo, tole, kar se je zgodilo v Beogradu, ne leti mi mene, definitivno ne. Jaz sem zelo strasten glede najstnikov. Verjamem, da prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih. Zato tudi projekt za life, če si želite več o tem projektu izvedeti, kliknite na link. Do danes smo vplivali na več kot 8500 mladih z stopnjo zadovoljstva 28%. Zato si upam povedati, kar bom povedal naslednje, in to je, da 8 milijard ljudi na tem planetu, po mojih ugotovitvah in preverjanja tega z več kot 8500 najstniki, je, da si ljudje želimo dve stvari, in to je sreče in ljubezni. In to so dve stvari, ki najbolj manjkajo danes v družbi. Kako to vemo? Je, ker srečni in ljubeči ljudje ne škodijo sebi in ostalim. In veliko premalo se zavedamo tega. Srečni in ljubeči ljudje ne škodijo sebi in ostalim. Se ne delamo norca iz drugih, ne delamo se norca iz sebe. Pa mnogi od nas se zjutraj zbudimo, pogledamo gledalo in si mislimo, kaj je mati narava mislila, kaj je mene delala. Kaj šele, ko pride do interakcije z drugimi ljudmi, a ne? Tako da en majhen hack za vse, kako imate lahko več sreče in ljubezni v življenju, je, da se vprašate, ne glede na okoliščine, v katerih ste, kaj bi v teh okoliščinah naredil srečen in ljubeč človek. In pol greste in to naredite, ko boste dobili idejo. In velika verjetnost je, da tik preden boste to naredili, rečemo, da ste užalili sodelavca, ali pa ste delali norca iz njega, ali pa govorili za njegovim njenim hrbtom, in greš drug dan do te osebe, in da se bi opravičil, in pač, ker to nisi ti, ker si srečen in ljubeč, in to srečni in ljubeči ljudje ne delajo, ampak ti iz tvojega nahrbtnika skoči v ego, ker reče, ne, se je to pravičati, glej, kakšen je, itak si zasluž, ne bom jaz ta šibek človek, ki se vedno prvi opravičuje in tako naprej. In pa se obrnemo stran. In v enem momentu se nismo obrnili samo stran od sočloveka, ampak smo obrnili hrbet tudi sreči in ljubezni. Tako da dajmo vsi malo pri sebi pogledati, pa si natočiti čistega vina, pa priznati, ko naredimo napake, pri sebi, pri vzgoji, pri interakciji z drugimi ljudmi in narediti nekaj več danes, da bo več sreče in ljubezni na tem planetu, ker jo definitivno manjka. Evo, toliko od mene, več prihaja, obljubim, da bom več objavljal v bodoče. That's it. Če živite, lep dan, srečen in ljubeč, predvsem ljubeč v teh dnevih, ko vsi to govorijo in razlagajo in iščejo rešitve. Odgovor je simpel. Nehajte se delati norca iz sebe in drugih ljudi. That's it. Nehajte poniževati druge ljudi, nehajte živeti v mnenjih. Mislite, da je vaše mnenje pomembno? Ni. Prav nič ni pomembno. Mnenje še ni rešilo nič, kar je rešilo je akcija. Neka dobra beseda, neka pohvala, prevzemanje odgovornosti, upravičilo, mnenje ne rešuje nič. Tako da zdaj je internet poln mnenj in nažalost to ne bo veliko rešilo. Kar bo rešilo je pogledati se v ogledalo, si priznati, da smo bili kdaj ali pa večino časa bumbari do sebe in drugih ljudi, pa dati ljubezen v prostor. Toliko za enkrat, bodite fajn, lep dan še naprej, čau, čau.